konj bo jedel korejne, jaz bom jedla češnje, pa trampolin bo, je bentiš babica na trampolinu. Na trampolin, zaradi trampolina me kličejo. Akademija. Kaj ti je? Pozdravljeni o poslušanju podcasta Akademija, kaj ti je, ki nastaja ob 80. obletnici delovanja Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Moje ime je Tine Lisjak, sem le eden izmed otrok Akademije in pogovarjal se bom z marsikaterim drugim. S podcastom raziskujemo različne poglede, izkušnje, želje in napovedi v povezavi z Akademijo. Z vsakim izmed gostov se bom pogovarjal o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti Akademije, seveda skozi prizmo vsakega posameznika oziroma posameznice, saj je že po pisanosti Akademije jasno, da ima ta mnogo preoblek. Danes se nam je pridružila Nevenka Pečlin. Nevenka je izjemna figura slovenske umetniške scene, znana kot dolgoletna modelka na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, ter ena prvih neodvisnih producentk v slovenski kulturi. Njeno telo in prisotnost sta že desetletja del ustvarjalnega procesa mnogih umetnikov, njena predanost pa je navdihnila razstavo Nevenka v galeriji Alcatraz, ki jo je predstavila kot živo umetniško delo. Kot producentka je omogočila številne projekte izven institucionalnih okvirjev, gradila mostove med domačo in mednarodno sceno ter pomembno prispevala k razvoju neodvisne kulturne infrastrukture v Sloveniji. Nevenka Pečlin ni le obraz oziroma telo, ki je stalo pred risarskimi mizami ALUO. Njena prisotnost je aktivna in vplivna. Kot producentka je postavila temelje za sodobno, samostojno, neodvisno kulturo v Sloveniji, kot modelka pa je bila ključna pri oblikovanju ustvarjalnega procesa vizualnih umetnikov. Njena vloga je hkrati simbolična in praktična, navdihujoča ikona spoštovanja medgeneracijskega učenja, ustvarjanja in inovativnosti. Nevenka, pozdravljena. Živja. Kako ste kaj? Jaz v redu. Oziroma bova takoj prešla na tikanje. Kako si kaj? Ja, tako. Če prav razumem, sem te zdajle ravno kar izvlekel stran iz sprejemnih izpitov na restavratorstvu. Na restavratorstvu, imam potem ob 14. še nadaljevanje. Ampak mislim, da ne potrebuješ čisto nobenega restauriranja. Ne, ampak jih je pa veliko upisanih letos. Ja, na restavratorstvu sploh. Zanimiv. Meni se zdi, da jih je 16, 17, sprejmejo jih 6. Ja, mogoče je umetnost že toliko stara, da je zelo velik že treba restaurirati. Restavratorstvo je fajn, mislim, ker lahko delaš počasno, noben te ne more nič krojiti časa. Ja, sploh če hočeš, da je dober, moraš delati počas. Tako. Lahko ljudi, ne. Ok, Nevenka, dajva začeti z mogoče kar tvojimi začetki Akademije. Vem, da si že več generacij študentov tukaj dala skozi, me pa zanima, kdaj si prvič, preden si začela delati kot modelka na Akademiji, slišala za Akademijo in kaj ti je takrat pomenila? Prvi sem slišala, ko sem bila stara 17 let, 62 leta. En slikar, Božo Vidar, zdaj mislim, jaz ne vem, je še na švedskem ansambel ABBA, da jim neki dela za njih, je rekel, če bi prišla za model, za en mesec. Mislim, dobro, da mama ni vedela. In sem res začela hoditi in so me vzeli kiparji, ne slikarji. Takrat je bila še Jugoslavija, mislim, je še moj kip prisoten, tak sedeč, ker sem bila pred mnogimi leti v Dubrovniku na dopustu, je prišel kustos Narodne galerije in je rekel, veš, tvoj kip je še zmeraj na Akademiji, včeraj so ga pobarvali, pa na hrbet so ti napisali. In takoj, ko sem prišla leta 92, sem šla pogledat, če je to res, pa je res. Vmes te pa ni bilo? Vmes me pa ni bilo, sem bila zaposlena v Ljubljanski banki kot stenodaktilograf. Okay. To je hitropis. Jaz sem si vedno v življenju želela risati.
In potem že osnovna šola, pa sem hotela še na šolo za oblikovanje, so bile veze in poznanstva, matematika mi ni šla, ampak sem vseeno končala na tekstilni šoli v Kranju in sem postala tkalka. Tam so se saj risali vzorci, pa vezave, keper, platno, atlas. Ampak, ko sem jaz to šolo končala, so začeli pa fabrike zapirati. Fabrika je tovarna, to je jasno. In kaj pa zdaj? In sem šla na strojepisni tečaj. Številk še danes ne znam slepo, drugače imam pa orenk hitrost. In ko sem se zaposlila v banki, sem šla še na stenografijo. In pa sem po cele dneve sedela na sejah. Mislim, tako po 10 minut, več ne moreš, koncentracija in tako. In potem prenašaš v pisalni stroj oziroma zdaj v računalnik, pride nadrejeni, pregleda, pove, kaj treba ven zmetati. In potem ovo na novo pišeš. Zdaj po računalniku je to einfach, ampak prej pa... Dobro, pa si se pa leta 92... Pa mi pa leta 92 mama umrla, skupaj sva živele do njenega konca in v banki se je tako zgodila sanacija banke in jaz kar naenkrat pristanem na cesti. Mislim, v banki so takrat govorili, ja, če ima žena doma moža, ki je brezposeln, potem se ženske ne da na cesto. Jaz sem pa z mamo živela, so me dali pa na cesto. Mislim, tega jim ne moram oprostiti, nikakor ne. In potem začnem doma razmišljati, doba telefonov. In pokličem. In se oglasi ekonom, je sedel na mizi od računovodkinje in je začel prav tako, ja, rabimo sicer, ne, ampak pridite se pokazati, ne. In potem sva se zmenila in sem prišla in takrat je bila tajnica Vesna, me je sprejela in sem rekla, pejte z mano gor, ne, ker so rekli, kar predstavce pejte slikarjem, sem rekla, joj, me malo tako, a greste lahko z mano? In se Vesna do srede stopnic pojav z mano, v tistem zazvoni dol telefon, ne, ni mobil, smo laufali, stacionaren, in jaz grem sama gor in srečam slikarja Markota Zoroviča. Se ne vem, a še je slikar ali sploh, kje je. Ja. In on pravi, bi bila vi model? Sem rekla, ja, bi bila. Je rekel, no, dobro, pridite vi jutri zjutraj ob 10:00, pa bomo začeli. In pridem, lepo sem se oblekla, pridem drug dan ob 10:00 in prav Marko, joj, veste, danes že imamo model, ampak veste kaj, pridite vi zvečer, ob 6:00 pa bomo videli, kako naprej. Na večerno risbo. Na večerni akt, takrat še nisem to vedela. In sem prišla v tisto sobo 15 gor, to ta veliko, joj, tam so bili slikarji, kiparji, kar po tleh so delali, v pol so imeli, špricali vse naokoli. In pride profesor Novinc in naredi sam takole, slečite se. In sem tako malo tako, ne, modrc v redu dol, ne, ampak tele... Hlačke sem pa pustila gor, saj so bile itak od kopalk. In so začeli delati. Novinc je na to pozabil, da sem jaz in pa sem bila kar vedno v tistih hlačkah črnih, ne, in tako. In Novinc je bil vsaj zame, jaz ga imam v lepem spominu, medve sva ga iz Zvonko Simčičevo, tudi slikarka, ampak že tudi od davnih let. Sva ga šle zadnjič obiskat. Je malo tako, je malo starejši, malo pozablja stvari, ampak je še vedno isti. In mene je tako razveselil to. On ima celo hišo, lepo urejeno hišo. Mislim, za njegovo starost neverjeten. In ima svoje slike posod, tista njegova rumena pa črna barva. Mislim, to ne moreš nikoli pozabiti. In vzgor ima tak atelje.
In gor, on neumorno slika še zmeram. Ogromen platen je, vse barve ležijo in tako. Z eno gospo živi, ne, ona mu zgleda kuha, pa malo tako. Kompanjonka. Pocrklja mogoče, ne vem. No in potem se je pa začel, pa sem pa začela zjutraj pri Francetu Berniku. On je bil, mislim, res tako. Takrat sem prvič tudi slišala za njegovo soprogo Adriano Maraš, pa njeno grafiko sem se zdajle pred kratkim seznanila z njo, kako je delala to, no, so predstavili, malo so restaurirali te njene. Mislim, slišala sem, da je imela vedno vse črno za nohti, ki je... Ja, zelo taktilna. Ja. In profesor Bernik, to je bil pa, mislim, res, tak gospod, veliki gospod, imel je roza srajco, pa rekelj zmeram. In v spodaj smo imeli pa tam, kaj zdaj te posebne sobe, ki imajo, ne vem, pripravljajo se slikarji za večerni akt in tako naprej. Tam v spod smo imeli včasih menzo. So nam vozili iz študenta hrano, vsi smo lahko jedli na bone, tudi jaz kot model. In tam je bila ena gospa Hermina, nam je jajček naredila, če nam ni to pasalo in tako. Crkljali so nas in zraven je bil pa tudi pivo. Super. In so pa študentje od Bernika prihajali dol in so popivali in potem je prišel profesor Bernik in je rekel, pojdite dol v menzo in povejte kolegom, da dajem korekture. In so vsi zalaufali gor in so ostale flaše na tistih okroglih takih stoječih miscah. In potem je prišel nov dekan, gospod Kokal, in ne vem, rekli so, da je ena konzerva rib zginila in so zaprli to našo ljubo restauracijo. In zdaj je v bistvu 33 let mim Ja, in še vedno nimamo menze, kaj šele pivo. Ne. Zdaj se lahko okoli frkamo na bone. Je pa minil 33 let, ti si še vedno tukaj, akademija te ni vrgla na cesto, kakor te je banka. Ne. To pa, mislim, zmeram sem imela del. In to, da vam povem, nimam glih take penzije, ampak saj bi preživela, saj če vsi drugi preživijo, bi jaz tudi. Ampak zdaj živim pa tako, mislim, brezskrbno. Ne skrbi me, kako bom to plačala, plačala, lahko, mislim, človek sem, nisem več tist neki, ne. So me pa neke moje sodelavke, ne, saj sem jim zdaj povedala, iz banke, ne, kar naenkrat smo se menili, pa ena mi je prinesla olivenolje, pa med, pa ne vem kaj. To je zmeram nevaren. Nevaren, zakaj pa je to nevaren? Ja, tako, nekdo te hoče neki podkupiti ali se za neki oddolžiti, ne, in tle je prišlo do tega, da so imele malo besede pri mojem izbrisu, a ne. Pa slaba vest. Slaba vest, ja. Ampak pol je pa en sodelavec umrl in sem jaz kar napisala, da se je izpovedal. In da vem, kdo je bil pri teh stvarih zraven. Mislim, ka to veste, da vas pa, mislim pa, ko benmu nič nisem škode naredila. Pa najbolj tak delavc sem bila zmer, jaz sem prišla za nov let, pa sva bila sam vratar, pa jaz gor na vrh, v celi banki. Mislim, ka je bilo treba kaj narediti. Ja. Za Staneta Graha sem napisala diplomo 150 strani. V enem dnevu dol v Parmo je hodil po pico, pa je razrezal, pa me je futral, pa narekoval. Mislim, mene je to veselil. Take, i pisanje, i stenografija, sploh to je bil del risanja. Stenografija šiba, ne? Ja, kva pa, zdaj jo ni več. Ja, vem. Ja, se mi zdi, da če bereš knjige ali pa Ja. Je kje upisan stenograf, pa najprej, jaz se mi zdi, na začetku, ko sem bral, sem mogoče mislil scenograf, zato ker se mi zdi, da nam malo mlajšim ta poklic sploh ni znan, pa smo ga šele potem retrospektivno v bistvu spoznali kot
In kar to je tako, pomembnega. kar risanje, ne? To imaš te samo znake, mislim. In se moraš prav olang poglobiti in je fajn, da si na sestanku, da vidiš vsakega tudi v usta, kako govori, ne? Da ga pol laži. Ja. Ampak še zmeraj kakšno besedo ne moreš prebrati. Ampak pa šefi itak, ne, oni se poslušajo trojno in... Letos ob proslavi ob 80. obletnici obstoja akademije so obeležili tudi vas in tvoje Moja rojstna dolgoletno... letnica. Ja. Sopada? Ja, kvapa, ja. To pa je kar Meni je dobro. še oče padel v drugi svetovni vojni. No, hotel sem se navezati, še preden greva na proslavo ob 80. obletnici, na to razstavo v galeriji Alcatraz. Jaz se spomnim, ko smo pri profesorju Eriču 5-6 let nazaj vas tebe slikali, Ja. da smo že razmišljali o tem, da bi bilo super enkrat narediti to razstavo in Erič je govoril o tem in sem prav vesel, da je do te razstave končno prišlo. Ja, Zoran Srdić. Pa me zanima, kakšen je feeling. Ja, fajn se mi je zdelo tudi tako, veliko ljudi bilo, pa ta video sem ugotovila, koliko je z rokam maham. Ampak ne vem, od kje mi to ustaje zmeram. Ja, življenje je to. Ja, imela sem, jaz sem mogla biti v reji, ker je mogla mama delati, ne? Včasih ni bilo vrtcev in me je dala tam eni gospe na Brod, pod Šmarno goro in ona je bila 99% slepa. In imela je svojo hišo, sama je bila, glih tako kot moja mama, kure sva imele, pa mene je vzela 9 mesecev, sem bila stara. In pa sem ji bila priznana že s 5 leti kot vodič, sem se v Šentvid, sem prišla peš, tam je bil tramvaj in sem se odpeljala do Viča s tramvaja, tam sem imela napisan za društvo slepih, kaj moram vse urediti. In potem sem šla še k mami, da je dala kakšen denar, da sva šle pa s tetko v gostilno. Dobro. Tetka je šla na špricar, jaz pa na karahrle, to ne veste, kva je. To je tako, ena taka limonada, ampak tako je bila taka lepa flaška, tako mal ne perforirana, tako mal reliefna. Rebrasta. Reliefna, ja. In gor je imela pa kugelco. Šabesa se je rekel te pijači. Ja, šabeso pa poznamo. No, ampak takrat je bila čisto v drugačnih flaškah, ki je zdaj. Dobro. No, pa da se vrnem nazaj k razstavi. Ja. Ne, če imam te tukaj zraven. Ja, se vem. Pa vse je dobrodošlo. Ne, hotel sem mogoče malo nasloviti to, ker je jasno, da že 33 let, pa še kaj prej, videvaš slike, katerih model, protagonistka, karkoli si ti, ampak jih vedno v nekem okolju, ki je zelo jasno nafilano z neko študijsko težnjo. Medtem, ko se pa to enkrat predstavi v galerijo in deluje kot neka, ne vem, a deluje kot neka zahvala tvojemu dolgoletnemu delu, poziranju. Jaz imam že moj dom, tako kot galerijo. So me študenti sprašvali, pa ni dolg čas, ko imaš same svoje slike, ne, se imam tudi še kakšno drugo, se včasih tudi kaj kupam, včasih mi pa poklonijo. In pravim, ne, saj sama je sabo živim, saj če bi imela pa moža, bi pa še eno njegovo slikco tam gor obesila. To, da je vse po regalcih. Ja. Ne, se mi fajn zdi. Mislim poseben, kako sem bila takrat mlada. A se spomniš mogoče, katera je najstarejša slika, ki je bila razstavljena v Alcatrazu, v galeriji? V Alcatrazu? Hudiča. Ker to sem razmišljal, koliko teh slik. Ja. Jaz vem, da sem te vsaj 8-krat naslikal, pa imam mogoče 2 doma nekje na podstrešju. Pa ne zato, ker si ne bi tebe želel imeti. Ne zato, ker si tebe ne bi želel imeti na steni, ampak preprosto zato, ker moje slikarske veščine v 2. letniku še niso bile na tem nivoju, da bi si te upal razstaviti na svoji steni. Sam da ti pa povem, da Metka Krašovčeva je rekla, da ona vse slike spravlja.
da še zmeraj prav pridejo. In profesor Muhovič je rekel, ki je pripravljal razstavo in mu je ena slika zmanjkala. In je šel tudi na podstreho in je najdel in je bila tista slika pol dosti boljša, kot one, ki jih je razstavljal. No, saj mogoče tudi moje enkrat iz podstrešja en štuk nižje priromajo. Ja. Kera bi bila pa najstarejša? No, tisti kip je najstarejši, kip, ne. Potem je pa Vlado, kako že, hudiča, imam njegovo sliko, ko tako sedim. Doma jo imam, tako, takrat mi še Igor, bila je na papirju, pa so jo pa kaširali na platno. Tako da je zdaj moja Vlado Leban jo je naslikal, pa mi pa še zraven dal en tak les, tako leseno veliko sliko, tisto pa pomeni vožnje v temi. Tako kot tovornjak, pa luči, pa tako plav, mislim, fajn. To vse visi in to večno visi. Pa imam še te se pa ne bom mogla spomniti, tudi je bila ena taka, pa v Dene Martine, podgano, sveže mleko, to mi je bilo tako všeč. Grafika. Ne, ogromen. Ok, kera bi bila pa najstarejša, pa ne veva čisto točno. Mogoče ta od Vlada Ta Lebana. od Vladota, ja. Ok. On je bil še pri Berniku, ne. Ja. Dobro, pa se je zgodila tale proslava ob 80. obletnici na Kongresnem trgu, kjer so pa tudi se vam in še trem ostalim mogoče podpornim stebrom akademije skozi leta zahvalili. Je pa tudi verjetno bil kar fajn občutek. Ja, lepo se mi je zdaj zelo, tako malo ganljiv. Sem tudi sprašvala gospoda dekana, kaj ne oblečem, ne. In je rekel, ja, nekaj čim bolj živega, ne, in sem pol razmišljala tam o eni obleki, te kapce sem si jaz naredila, ne, Ja, slavne kapce. Več sem si jih naredila, ja. In je tako fina, tako s kolesom, ampak pol sem rekla, ne, to mora biti obeležje, pa mi je bilo všeč. Take velike pike. To je glih za slikarje, pa tako, da si majčken drugač. Sem tudi največji aplavz doživela, se mi je zelo Jaz tudi mislim. Jaz sem sigurno najglasneje prva sem ploskal. Pa njega sem videla. Ja, s fotoaparatom je okrog skakal. Ja. Pa Eriča sem tudi videla. Erič pa dobro zgleda, ne? Ja, jaz mislim, da njega je tako strah te penzije, ne se ga žena ga tudi cilj, da ne gre, ne, ker bosta pol sina tam v Preboldu obiskvala, pa ne vem kva še vse. Ampak tale trampolin je bil izgovor. Ja. Ker 2 meseca njega ni bilo, a ne? 2 meseca meni se zdi, ja. Samo zdaj na koncu je prišel, ampak smo mu pa naredili sprejem, ne. Stupica je rekel, da naj vsak nariše Eriča. In smo celo steno njegovih slik naredili. Jaz sem vsem povedala, da ima presledek tlele med zobmi, to je zelo važen, in sem ga jaz tudi narisala, pa sem še une modele Nadima, pa Špelo, pa še eno, pa še psa, Abi. Ošpelinga psa, ne? Ja. Pa sebe. Ja, pravilno. Super. Erič gre v penzijo, kako pa izgleda tvoja prihodnost na Alu? To, ne vem, če me bojo poklicali, bom prišla, ne. To zdaj je bilo najbolj za tele sprejemce, ne, ker sem dobila mail in je pisal EC. Sem mislila, kva je to EC, ekonomska, hudiča, Rjavčeva cesta. No. Ja, ampak sem mogla vprašati. Aha. A misliš, da boš, če boš nadaljevala še naprej s poziranjem, a boš zdaj dobila mail, kjer bo lokacija, ki bo omenjena samo ena, kjer ne bo možnosti, da bo pisal EC ali pa DC? Žale. Ne, razmišljam, kakšna je tvoja vizija prihodnosti za akademijo. Ne vem, a si se pojavila mogoče na Roški zadnjič, ko smo Na Roški nisem bila sem enkrat iz šole za oblikovanje še takrat, ko so imeli samo neki
tisti prostori mi sploh niso bili všeč, to je bilo včas vojašnica. Ja, ampak tam se načrtujejo novi prostori. Ja, vem, ampak se že dolgo načrtujejo, Ja, zelo mogoče dolgo. se bojo še naprej dolgo načrtovali. Nisem bila, tako, ne vem, kva sem imela, pa tudi že takrat sem se, mislim, ko smo imeli konc, ne, smo imeli, prve smo imeli na oblikovanju, potem smo šli na Tobačno, pa smo pili penino, pa smo šli na Rjavčevo, pa smo pili penino, pa so rekli, da pa gremo pa spet na Rudnik, da bi spet pili penino. Mogoče iz tega pogleda čist fino, da imamo malo več lokacij. Ja, fajn, ampak Roška mi pa tako nekako, ne vem, ni mi prijazna, pa mogoče zaradi vojašne. Čist možno. Mislim, da je tudi plan, ne, še vedno stoji zid od Ja, vojašnice, ja. kjer tudi so podpisani vojaki, ki so Ja, takrat hodili. ja. In mislim, da je plan, da bi se ta zid pustil kot Ja, del, kot seveda, nek to spomenik. je prav, ja. To bi bilo prav, no, ne vem. Ne vem pa, če bom videla, no. Mogoče me bo, Stupica je bil tudi moj študent, ne. Ja. Koliko se mi zdi fino, kaj jih okličeš za svoje študente. Ja. Veš, kaj me še zanima? Glede na dolg staž poziranja, a se ti zdi, da se risbe med sabo skozi leta razlikujejo? Se mi zdi sicer, da se teh osnov slikanja, sploh v začetku do diplomskega študija, učimo kar rigidno, torej si predstavljam, da ne varirajo prav zelo skozi leta, ampak vseeno poziraš tudi pri kasnejših letnikih. Ja, A opaziš kakšno spremembo? Ja, mogoče res, no, ne vem. A imaš najljubše obdobje Me slik? tudi tako, ne, mislim, od začetka prvi letniki, ne, te delajo čistko do potankosti, ne, pa zdaj le tole. Ampak pol pa začnejo malo improvizirati, mislim. Tako da tudi nimam obraza, ampak da je mogoče samo senca ali pa sem nekaj sestavljena, sicer zadnjič me je Ambrož, en fajn slikar, zdaj 3. letnik, nakakar nam more prijeti na Erasmus, zmeraj ga odštekajo, ne vem. Kaj, ne znesemo? Ne more, nekamer je hotel na Dunaj, skozi se je prijavljal, pa krasen slikar. In me je spomnil, ko me je delal na večernem aktu, to večerni akt je zdaj tudi dostikrat kakšna obleka, ne, in sem imela tak klobuk, pa eno tako oblekco, ki se je takole malo videl, erotično. In me je spomnil na Toulouse-Lautreka, pa na to njegovo, ne, ta kan, pa tako taka živa slika, no se je na razstavi, mislim, da je. Dobro, a imaš kakšno najljubše obdobje? Se ti kakšna leta so se ti posebej vtisnila v spomin? Mogoče takrat, ko sem bila pri kiparjih, pa je bil Frlic, Počivalšek je tako stavil plemenito, tako Frlic je pa delal. In takrat smo na bone naročali, ne, in sem zmeraj 2 porcije dobila, ne vem, Frlic je naročil. Karkoli sem hotela, ne, mislim. Dober. Ja, fino. Tudi tako s kiparji delati je bilo lušten. Pa Počivalšek me je zmeraj poklical, ta prvič, ne, da so glavo mojo delali in to 14 dni, zato ker je on pa šel v Pariz, ne, in je bilo fajn, da je bil nekdo, ki je zelo seznanjen s stvarjo, ne, to sem bila jaz, ne, ker so imeli tudi majčken per distanc do mene, ker so imeli malo respekta, ne, in da je šel on lahko v Pariz, Ja. pa še to, imel je on 4. oktobra imel zmeraj rojsten dan. In takrat sem jaz pol prinesla zanj ta boljš penino, za nas malo slabšo penino, ampak smo pili penino. Ampak je mogel tudi on našo piti. Ja. Uno je domov nesel. Mislim, zmeraj smo malo proslavili, pa tako da je bil tak lušten tale. Fajn. Ampak čeprav razumem, si v bistvu skozi vsa ta leta ne samo bila modelka in pozirala, ampak celo mogoče prevzela tudi malo neke mentorske vloge. Mogoče, veš kaj, jaz jim zmeraj prinesem palčke,
ne? In zdaj sem se naučila, ne smejo imeti mleka, to so vegani, ne? In prinesem une kandit, ne? A so kandit? Take oranžna škatla od kraša. Prinesem... Fondi, ali kaj so? Frondi, ja. Vse so prav na mojih slikah, tam, ko sem jaz, je posod frondi. The best. To gre 3, 2, 1, sam zamižim, pa ni več. Pa tudi od Špele, Abi, mu dam malo. Ja, se prav. Čeprav Špela kriči, ne sme čokolade, briga njo. Ali mogoče sam želi več čokolade zase ona? Zadnjič je ene brikete dala, se je pa skoraj zadavil. Mislim. Pa niso bili čokoladni, ne? Ne, kje pa neke take kosti, take mini kosti, ja. Da se mu je vse zaletel. Zdaj gledam komisarja Reksa. Dobar. Ja, zelo fajn. Ok, Nevenka, a imaš mogoče za konec še kakšne želje za akademijo ali pa želje zase znotraj akademije, za študente, kakorkoli? Ja, da gre tole vse skupaj fajn naprej. Brez roške, da tlele je čistko, je prijetno. Sicer zdaj je tale naštajnik, ne, tam neke sobice, ne, ampak to je za personal. Ampak tole za študente pa super. Ja, torej mesto v prihodnosti za akademijo, mesto v družbi prihodnosti za akademijo je. Je. Se kamčem pa drgam, mislim. Tudi jutri imam en snemanje, ne vem, v čem se všlo, bojo pa kojni. Kojn bo z mano jedel, kojn bo jedel korejne, jaz bom jedla češnje, pa trampolin bo, je Bentiš babica na trampolinu. Zaradi trampolina me kličejo. Ne vem, a sem to, skozi Američa v mislih. Ja, toliko enega življenja veje ven iz tebe, zato pa tudi z rokami tako mahaš, se mi zdi. A misliš? Ja, seveda. Ja, ne, to je tetka, ne moja, mislim. Vse je bilo treba, z Dragico Čadeževo, s to kiparko, ne, midve. Takrat 62 leta je ona Toneta Lapajneta osvajala in skakala po radiatorjih. Mislim, da glih v tele sobi. Tako smo imeli en žar tlele in si ga mogel takole pumpati na nogo. Tamle je bila trgovina na Vogalu in je to nezmer kakšen kuro prinesel tako in potem je rekel, to je pa tele, veste, in je tam neki čarolju in tako. In smo jedli, fino smo se imeli, Dragica pa po tehle skakala, po tehle radiatorjih, so bili že takrat. Mislim, to je bilo. No in potem sta prišla še Nuša, pa je prišel še Boštjan Lapajne, pa Dragica se je s Tonetom rašla in to zaradi tega, ker oba dva sta bila tako močne energije, da je ona dva se uničila. Ja. Je pa Tone čisto vsak dan se pripeljal tam po Ajprovi s kolesom, če rabijo kaj denarja. Fajn. Vsak dan jih je prišel vprašati. Je imel pa pol drugo ženo, neko arhitektko, že je bila čisto nemična. Jaz sem se tam na Vrhanko z mojim ponijem pripeljala, una pa komi s tistim velikim kolesom. Ja, mogoče zdaj lahko z električnim. Ok, Nevenka Pečlin, najlepša hvala za tale pogovor. Bilo mi je veselje, tako kot mi je vsakič veselje. Prvoščem ti še malo pauze, ob 2 nadaljuješ na sprejemcih, upam, da se še lahko kaj okrepčaš. Ja, veš, da skozi mislim, da imam tle kozar črnega vina. Naslednjič. Naslednjič, ja. Pa bova imela boljšo flašo za Maja, pa midva eno slabšo. Midva pa uno. Ampak on bo z nama pil tudi uno. Ja, bo pa domov odnesel. Ja, to. Kaj ti je? Okay, super, Nevenka, najlepša hvala. Ja, kaj vama? Akademija, kaj ti je? Akademija, kaj ti je?